Dragi prijatelji, nadaljujemo z branjem Evangelija po Marku in z razmišljanjem o njegovem sporočilu. Svetujem vam, da najprej prisluhnete video sporočilo, potem preberete današnji odlomek iz Evangelija po Marku in nato še enkrat prisluhnete video sporočilu. Na ta način boste bolje razumeli prebrani odlomek in obenem vam bo Sveti Duh lažje osvetlil sporočilo prebranega besedila. Moja želja in molitev je, da nas Bog preko tega sporočila vse nagovori in nam odpre oči, da bomo videli lepoto in razumeli sporočilo Božje besede, ter še globlje spoznali našega odrešitelja Jezusa Kristusa. Dragi prijatelji, danes preberimo ta odlomek. Današnji odlomek opisuje dogodek, ko je Jezus s čolnom pristal na obali jezera in se mu je takoj približala velika množica. Ljudje iz množice so ga prosili za učenje in ozdravljenje njihovih bolnikov. Čeprav so bili Jezus in njegovi učenci izčrpani, se je Jezus usmilil množice, ki jo je imenoval ovce brez pastirja. Prvič je ta besedna zveza uporabljena v 4. Mojzesovi knjigi. Tam je Mojzes prosil Boga, naj postavi novega vodjo Izraelu, da ne bodo kot ovce brez pastirja. V odgovoru na to prošnjo je Bog poklical Jozueta, da je postal Mojzesov naslednik. Evangelist Marko nam Jezusa prikazuje kot dobrega pastirja, novega Jozueta, in kot dobri pastir Jezus hrani svoje ovce. Jezus je čudežno nahranil judovsko množico, ki je štela 5000 mož, in pogansko množico 4000 mož. Po tistem, ko je nahranil množico 5000 mož, se je Jezus umaknil na samo, da bi molil. Nato je šel po gladini Galilejskega jezera k učencem, ki so bili v čolnu sredi jezera. Šel je mimo njih, oni pa so se prestrašili, ker so menili, da je to neka prikazen. Toda Jezus jim je razkril, da je on. Ob tem je uporabil besede pomena Božjega imena: Jaz sem. Potem, ko je nahranil 4000 mož, so farizeji zahtevali še eno znamenje z neba. Želeli so, da Jezus dokaže, kdo je on. Toda Jezus je s tem, ko je nahranil množice v puščavi, dokazal, da je prav on pastir, ki ga je Izrael čakal. Farizeji so imeli zakrknjena srca in zato se ni odzval na njihovo zahtevo. Med obema čudežema nahranitve so farizeji Jezusa obtožili grehov povezanih s hrano. Jezusovi učenci namreč niso spoštovali verske tradicije, da bi se pred jedjo umili roke. Farizeji so zato trdili, da so nečisti. Toda Jezus je hitro izpostavil njihovo hinavščino. Farizeji so namreč človeška pravila postavljali nad Božje zapovedi. Če je bil kdo nečist, so bili to ravno oni. Jezus jih je poučil z besedami o tem, da nas zunanje stvari ne naredijo nečiste. Umazanost ne prihaja iz umazanih rok, ampak z nečistega srca. Ko je Jezus rekel, da so ljudje kot ovce brez pastirja, je sebe postavil za novega in boljšega Jozueta. Jezus je postal pravi Mojzesov naslednik in je kot pastir vodil ovce Izraela v resnično obljubljeno deželo. Tako kot je Bog dal kruh in meso v puščavi 12 Izraelovim rodovom, tako je Jezus storil enako. Na koncu je ostalo 12 košar ostankov, po enega za vsak Izraelov rod.
Toda Jezus ni samo odrešitelj Izraela. On je dobri pastir vseh narodov. V Jozuetovem času je Božje ljudstvo uničilo 7 tujih narodov v obljubljeni deželi. Toda, ko je Jezus videl poganske narode, se jih je usmilil, prav tako kot se je usmilil Izraelcev. Na koncu je ostalo 7 košar ostankov, po enega za vsak narod, ki ga je Jozue uničil. Jezus je resnični in najboljši pastir, ki ne hrani samo 12 Izraelovih rodov, ampak osvobaja tudi narode poganov. S hojo po vodi Jezus kaže svojo moč. S to močjo hrani in osvobaja ljudstva od spon greha in ter smrti. V Stari zavezi je voda simbol kaosa, zla in nereda. Jezus se je daroval valovom smrti, toda sedaj hodi po njih, ker je vstal od mrtvih. On ima moč, da premaga zlo in osvobaja narode. Stoji na vodah, ki predstavljajo zlo in nered v našem svetu, ter oznanja: bodite pogumni, jaz sem, ne bojte se. Moja želja in molitev je, da naj nam ob branju Evangelija po Marku Sveti Duh odpre oči, da bomo videli Boga, ki je Jezus Kristus, Božji sin, in da bomo videli Jezusa kot dobrega pastirja, ki hrani in osvobaja svoje ljudstvo.